Pred pol ure so uradno odprli nove prostore knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne v Ljubljani. V njej lahko s prstnimi blazinicami berejo vsi tisti, ki poznajo brajico, posebno pisavo slepih in slabovidnih, seveda pa so za vse vabljive tudi zvočne knjige. O ponudbi knjižnice se je prepričala tudi naša otroška poročevalka Mija. Živjo, sem Mija in neskončno rada berem knjige. Te so zapisane v brajico ali pa so posnete v zvočnem zapisu. Veliko jih je v knjižnici za mano. Živjo. Kdo vse se lahko včlani v knjižnico? Slepi in slabovidni, potem dislektiki in vsi tisti, ki ne morejo brati knjig, kot jih lahko mi videči beremo v običajnih knjižnicah in v običajnem tisku. Pri kakšni starosti se lahko včlanimo otroci? Ko si že pripravljena, da lahko začneš brati v brajici ali pa brati v zvočnem zapisu. Koliko tiskanih knjig je v knjižnici? Tiskanih knjig imamo v knjižnici v brajici in teh je 1184. Je pa potem, kot veš sama, ko bereš brajico, knjige v brajici, da ni samo ena knjiga, ampak dobiš več zvezkov in imamo tako v knjižnici čez 7000 zvezkov. Koliko časa ima lahko član knjigo doma? En mesec ima lahko gradivo doma. Kako nastane zvočna knjiga in kdo jo lahko posname? Zvočno knjigo snemamo v naših studiih, posnamejo pa jih za to usposobljeni bralci. Bralec mora imeti jasen, glasen in razločen glas. Tudi barva glasu je pomembna. Na kakšen način poteka izposoja? Večina knjig se izposoja tako, da pripelje poštar zjutraj pošiljko knjig, katerim smo že prej poslali po Sloveniji. Tisti, ki so pa iz Ljubljane ali pa pridejo mimo, pa se lahko sposodijo direktno v knjižnici. Takole, to so knjige, ki jih bom prebrala do konca meseca. Potem bom po spletu naročila nove. Pa tudi vi preberite kakšno dobro knjigo. Adijo!